Hello, moje ime je Jan in danes si bomo pogledali posebno orodje za oblikovanje. To je preslikovalnik oblik, oziroma kot mu nekateri rečejo, čopič. Včasih oblikujemo nek del dokumenta, pa se šele potem spomnimo, da bi tudi drug del moral biti oblikovan enako. In da ne gruntamo, kako smo že oblikovali neko drugo obliko in hodimo preverjati pisavo in spreminjamo korak po korak, imamo za to orodje. Pa se postavimo na zavihek preslikovalnik, kjer želimo to spodnjo vrstico oblikovati enako kot zgornjo. Najprej gremo v celico B5. Tukaj imamo spremenjeno pisavo, barvo, velikost. Na zavihku osnovno imamo v skupini odložišče preslikovalnik oblik. Enkrat kliknemo nanj, da preslikamo obliko, na kateri smo stali. Nato se postavimo na besedilo, ki ga želimo oblikovati, torej besedilo v celici B7. In enkrat kliknemo. V hipu se prenesejo čisto vse oblikovne lastnosti pisave zgoraj. S preslikovalnikom oblik pa ne kopiramo le oblike besedila, vendar tudi polnila. Pa gremo na celico D5 in spet s preslikovalnikom z enojnim klikom preslikamo tudi polnilo. Preslikovalnik preslika obliko enkrat in se nato izklopi. Poskusimo preslikati še obrobe v celici F5. Postavimo se v celico, ki jo želimo preslikati, kliknemo na preslikovalnik oblik in nato na spodnje besedilo. Okrog celice se je prikazal okvir, ki smo ga nastavili zgoraj. Preslikamo pa lahko tudi obliko besedila oziroma številke. Tale zgornja številka je oblikovana z obliko za računovodstvo, pa se postavimo na njo, kliknemo preslikovalnik in spet na desetko. Isto lahko tudi za tiste številke, ki so oblikovane kot procent. Vendar moramo paziti, da je dejanska vrednost 10% 0,1. Zato vrednost 10 preoblikuje v 1000. Doda 2 nuli. Pa se z miškinim koleščkom prestavimo malce bolj navzdol in kliknimo na celico B17. Preizkusili bomo dve metodi preslikovanja s preslikovalnikom. To je z enojnim klikom na orodje in pa z dvojnim klikom na orodje. Če kliknemo enkrat in preslikamo na celico D17, se bo oblika te celice preslikala enkrat in če klikamo naprej, preslikovalnik več ne preslikuje. Naredi zadevo enkrat in se izklopi. Pa poskusimo še enkrat. Preslikamo celico na F. Zdaj se pa postavimo v celico B19 in probajmo z dvoklikom preslikati oblike. Tokrat pa bo s kliki preslikoval tako dolgo, dokler ne kliknemo ali še enkrat orodja za preslikovalnik ali pa tipke Escape na tipkovnici. Torej, če dvakrat kliknemo, preslikamo in potem z miško kliknemo kje ven, se bodo oblike še naprej preslikovale. Zato obvezno ali klik ali pa Escape. Pa se postavimo na delovni list tabela. Tukaj imamo vrstice in stolpce, nekatere oblikovane, nekatere delno oblikovane. Pa jih poskusite zdaj sami rešiti, če pa ne znate, pa jih rešite z mano. Preslikajmo torej najprej oblikovanje za tele vrstice. Pa dajmo kar dvakrat klikniti na preslikovalnik, da lahko preslikamo nepovezana območja. Več celic lahko preslikamo tudi tako, da kliknemo in potegnemo za izbiro območja. Ker ne želimo več preslikovati teh oblik, kliknemo obvezno Escape. Preslikamo pa lahko tudi večje območje celic. In če zdaj kliknemo v začetno, se bo oblikoval celoten stolpec. Pa si poglejmo, kaj se zgodi, če kliknemo izven tabele. Preslika se naslovna vrstica in vso oblikovanje spodnjih, pa razveljavimo z gumbom. Zdaj pa preslikajmo še na ostale dele tabele, ki potrebujejo oblikovanje. Tako, to je bilo vse za danes. Upam, da ste uživali v tem videu. Če ste, mu dajte thumbs up in pa ne pozabite spremljati moje Facebook strani Office tečaji.